Ali ste vedeli, da nam zobna nitka, ki nam pomaga ohranjati zdrave zobe, hkrati lahko tudi škoduje? Saj lahko vsebuje nevarne kemikalije, kot je PFAS. Tudi navaden papir za peko pogosto ni brez teh snovi. Ljudje smo vsak dan izpostavljeni številnim nevarnim kemikalijam, tudi tam, kjer jih najmanj pričakujemo. Doma smo izpostavljeni v bistvu iz različnih virov nevarnim kemikalijam, predvsem je tu zrak, ki ga dihamo. Naprimer v prahu je dokazano, da se tudi veliko nevarnih kemikalij, naprimer večne kemikalije FAS, kopičijo, pa tudi druge kemikalije, zato je zelo pomembno, da pač redno čistimo stanovanje in tudi večkrat na dan ga prezračimo. Poleg tega so pa tu tudi drugi viri, zagotovo živila, pijača, ki jo uživamo, pa tudi taki bolj nepričakovani, kot so naprimer tekstilna oblačila, predvsem tista iz sintetičnih materialov, kozmetika, o kateri na Zvezi potrošnikov Slovenije veliko govorimo, pa tudi igrače, otroške igrače ali pa tudi taki nepredvidljivi viri kemikalij, kot so lahko naglavne slušalke. Obstaja več skupin nevarnih kemikalij, s katerimi se srečujemo doma. Najpogosteje jih najdemo v čistilih in kozmetiki, še posebej v njihovih parfumih ter različnih dišavah, ki lahko delujejo alergeno. Številne izmed teh kemikalij so namreč visoko alergene. In to so kemikalije, ki jih vsakodnevno spiramo, naprimer v naše vode. Potem so tu zagotovo hormonski motilci in tudi že v nekaterih skupinah izdelkov za splošno rabo, naprimer embalaži za živila, ampak ker gre to za zelo obstojno kemikalijo, ki se nalaga v okolju in prenaša skozi različne ekosisteme, kljub temu, da je naprimer v embalaži za živila že prepovedano, je še vedno izredno veliko v samem okolju in praktično ni zahodnega Evropejca, ki te kemikalije ne bi imel v svojem telesu, naj gre za otroka, malčka pa do starejših ljudi. Seveda tukaj je tudi mikroplastika vse prisotna, ni problematična samo mikroplastika kot taka, ampak ker je lahko tudi medij, na katerega se vežejo druge nevarne za zdravje in za okolje nevarne snovi, tako da res teh skupin problematičnih kemikalij je veliko. Mi tudi opozarjamo na kemikalije FAS, za katere se zavzemamo, da bi zanje veljala splošna prepoved. Enkratna izpostavljenost kemikalijam običajno ne predstavlja večje nevarnosti. Težava nastane, ko smo jim izpostavljeni dalj časa in se postopoma kopičijo v telesu. Zagotovo je še veliko premalo poznanega temu, kako naprimer medsebojno delujejo te kemikalije in pa seveda nekatere vrste kemikalij se ne izločajo iz človeškega telesa, ostanejo, se naprimer kopičijo naprimer v kosteh ali pa v jetrih, v ledvicah, v notranjih organih in zaradi tega lahko ob neki dolgotrajni izpostavljenosti pač povzročajo zdravstvene težave. Se tudi ni nujno, da gre za neke smrtne bolezni ali karkoli, ampak naprimer, če smo izpostavljeni dolgo časa in praktično res od rodne dobe hormonskim motilcem, naprimer mi smo dokazali, da so v dudah lahko hormonski motilec bisfenoli, se praktično od prvega dneva življenja smo izpostavljeni nevarnim kemikalijam in sedaj že obstajajo statistični podatki, da naprimer deklice vsako desetletje pridejo 3 mesece prej v puberteto. Se pravi, različne kemikalije v različnih kombinacijah, v različnih količinah lahko povzročajo pač seveda različne vplive na človeško telo. Z več pozornosti pri branju informacij o izdelkih ter z enostavnimi spremembami vsakdanjih navad lahko bistveno zmanjšamo izpostavljenost škodljivim snovem, ne da bi morali korenito spreminjati življenjski slog. Pomembno je, da se zavedamo njihove prisotnosti in z manjšimi premišljenimi koraki omejujemo vsakdanjo izpostavljenost. Na naši spletni strani je veliko informacij o tem, kaj prepoznavati na seznamu INCI, se pravi, ta seznam sestavin pri kozmetičnih izdelkih, ki mora biti
navedena prav v vsakem kozmetičnem izdelku. Se pravi, področje kozmetike je eno izmed takih skupin izdelkov, kjer lahko sami vplivamo naprimer na izpostavljenosti. Eno izmed takih pravil, da uživamo čim manj konzervirane hrane. Tudi tu se bistveno lahko zmanjšamo naprimer izpostavljenosti prav tem bisfenolom A. Potem naprimer pri embalaži za živila, če bomo omejili pitje iz plastenk in izbirali pijačo, ki je embalirana v steklenicah, oziroma še bolje pitna voda, ki je v Sloveniji dobra, bomo tudi na tak način ne samo zmanjšali to izpostavljenosti nevarnim kemikalijam, ampak naredili tudi nekaj dobrega za okolje. Omenila sem že, naprimer, oblačila, ki vsebujejo čim manj sintetičnih materialov. To velja posebej za tista oblačila, ki se dotikajo kože, ali pa oblačila za otroke. Pri oblačilih tudi takrat, ko jih kupujemo, naprimer preberemo, da niso obdelana s kemikalijami FAS. Omenila sem že, naprimer, redno prezračevanje, mogoče sesanje vsaj 3-krat na teden. Kupujemo takrat, ko potrebujemo izdelke, in pa mogoče, če se le da, tudi, da izberemo izdelke zaupanja vrednih ekoloških certifikatov. Ena izmed kemikalij, o kateri smo že govorili, je PFAS, ki je ena najbolj obstojnih snovi, ki se v naravi praktično ne razgrajuje. Zaradi svoje trajnosti je postala eden največjih ekoloških izzivov sodobnega časa. Najdemo jo skoraj povsod, od oddaljene Arktike in Tihega oceana, in sicer v vrsti vsakdanjih izdelkov, ki jih uporabljamo doma, zobnih nitk, papirja za peko, kinezioloških trakov, čevljev, spodnjega perila, plenic, dud in številnih drugih. Čeprav se zdi njena prisotnost neizogibna, z ozaveščenimi in premišljenimi odločitvami vsak dan lahko prispevamo k manjšemu onesnaževanju in bolj zdravemu življenjskemu okolju.